Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič-Gajnar. Od tragične smrti Aleša Šutarja se javnost sprašuje, kako urediti življenja Romov. Kako jih izobraziti, poslati v šole, kako jim privzgojiti delovne navade in kako zajeziti nasilništvo. V tem tednu je bil sprejet Šutarjev zakon. Bo ta naslovil te probleme? O tem se bomo pogovarjali danes, zato smo v studiu povabili poslanko gospo Vido Čadonič Špelič, Nova Slovenija, gospoda Soniboja Knežaka, poslanec Socialnih demokratov, in gospoda Alena Pusta, pomočnika direktorice Centra za socialno delo Novomeške enote. Lep pozdrav vsem, hvala, ker ste prišli. Pa začnemo z osebnimi vprašanji. In sicer, gospa Vida Čadonič Špelič, povejte mi, kolikokrat ste bila v romskem naselju, kakšne so vaše izkušnje z Romi? To, kolikokrat sem bila v romskem naselju, res ne znam povedati. Bom pa rekla velikokrat. Namreč jaz sem hodila že v osnovni šoli v isti razred z Romi. Nakar sem se preselila iz Bele krajine v Novo mesto. Tam smo Rome srečavali tako rekoč vsak dan. Potem pa, ko sem začela delati, sem bila veterinarska inšpektorica v Novem mestu in takrat smo hodili zelo pogosto inšpektorji, pa tudi policisti, samo eden je bil takrat dovolj, v romsko naselje preverjati, kako imajo kužke nastanjene in če so cepljene proti steklini. In so nas upoštevali, moram kar reči. To so bili tisti časi, ko je še avtoriteta nekaj pomenila. Jaz pa en policist, pa je bil red v romskem naselju. Da vas samo prekinem, rekli ste, da ste hodila v osnovno šolo in ste imeli sošolce. Je bilo takrat torej več obiskovanja osnovne šole, kot je zdaj? Glejte, belokranjski Romi so že zdaj znani po tem, da več hodijo v šolo kot novomeški. Takrat je bilo to najbolj normalno. In tudi se ti otroci niso popolnoma nič razlikovali od nas in mi nismo njih popolnoma nič drugače gledali. Oni so bili del naše družbe in jaz imam izkušnje z Romi iz mladosti res dobre. Tudi če je bilo treba kdaj kaj na kmetiji pomagati, so prišli, so dobili potem za to neko plačilo, nikdar niso kradli, mi se Romov nikdar nismo bali. Tudi ko sem začela delati kot veterinarska inšpektorica, se Novomeščani Romov nismo bali. Romi so postali drugačni, moram reči kar nasilni v zadnjem času. Velika razlika je to. Na kaj mislite, da je vplivalo na to, da so postali bolj nasilni? Kakšne so vaše izkušnje iz terena? Ja, zdaj tako, na našem centru obravnavamo oziroma pa še pod nas približno ocenjujemo nekaj več kot 2000 Romov. No. Tako, ta številka se je skozi leta kar spreminjala, to moramo vedeti, da jih je vedno več. Kaj se je spremenilo? Jaz mislim, da se celotna družba malce spreminja, da postajamo bolj individualistični. Moramo tukaj vedeti tudi, da določene zakonodajne stvari, ki so bile sprejete, naprimer za UPS, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, so zagotovo tudi pripomogle k temu, da nekateri Romi ne delajo, da jih je manj v službah, da morda bolj lagodno živijo, kot so pred tem sprejetim zakonom. No. Se pravi, socialnih transferjev je preveč oziroma so prelahko dostopni? Zdaj, jaz bi rekel tako, ne. Socialni transferji so enako dostopni vsakemu prebivalcu Republike Slovenije. Zdaj, vprašanje o višinah, o tem se veliko pogovarjamo, razmišljamo, ampak jaz vedno tako rečem. Če imamo enega državljana, ki upošteva pravila, ki skrbi za svoje bivališče, plačuje položnice, skrbi za to, da vozi otroka v šolo, plačuje vse obveznosti v šoli, vrtcu, ima vozniški izpit, servisira avto in ga registrira, mu denarna socialna pomoč verjetno res omogoča tisti minimalen standard za preživetje. Imamo pa posameznike, ki se tega ne držijo, ki živijo po teh minimalnih standardih. To pa lahko omogoča neko lagodno življenje po teh zneskih, katere imamo danes. Se pravi, moraš znati izkoriščati socialne transferje, da lažje preživiš na nek način. Ne? Stran poti moraš poznati od utečenih. Ja, jaz bi prej rekel, da moraš poznati sistem, kako ga zaobiti. Denarni transferi so tukaj, vedno bodo, ampak sistem je ta, ki omogoča nekaterim, da to zaobidejo in vseeno lahko potem
ta sredstva, ki bi mogla iti kam drugam, namenijo za svoje lastne potrebe. Zdaj je bil sprejet Šuterjev zakon, na nek način se je pričakovalo, da bi tudi posegel morda na to področje in bi to uredil. Ste tudi vi pričakovali, da bo morda Šuterjev zakon, kar se socialnih transferjev in tega, se bolj dotikal, kot se dotika? Jaz moram reči, da nekih bistvenih novih nalog nam zdaj ta zakon ne nalaga. No. Morda smo pričakovali kakšne drugačne rešitve, mi smo tudi ponudili roko predsedniku vlade, smo ponudili svoje rešitve, predloge. Žal nam je, da nismo bili povabljeni v samo oblikovanje tega zakona. Moram pa reči tako, nekaj velik sprememb na našem področju ni. Je to v prvi vrsti zakon, ki ureja varnost, kar se nam zdi dobro. Mi si želimo na terenu varnost, predvsem to, da bomo lahko potem opravljali svoje delo. Tako da se mi ne zdi slabo, da naslavljate tudi druga vprašanja. Gospod Knežak, da se kar navežem, centri za socialno delo torej niso bili povabljeni v dovoljšni meri. Zakaj ne? Zato, ker se je mudilo pri sprejemanju tega zakona. Ja, ena izmed mojih pripomb in tudi socialnih demokratov pri tem celem postopku je to, da smo šli prehitro. No. Zaradi obljube predsednika vlade in nekega videza takojšnjega ukrepanja smo zelo pomembne zadeve strli do te mere, da smo, ne vem, tekom sprejemanja zakonodaje, ste verjetno spremljali, to amandmaje spreminjali še tekom celega večera. Tako da nazadnje že skoraj res nismo vedeli, kaj smo sprejeli. Tega, mislim, da tazga postopka, saj v teh dveh mandatih, kolikor sem sam v državnem zboru ni, in to se mi zdi, da ni dobro. Predvsem pa to, da se stroka, kar je se centri socialno delo, ki ima neposredni stik in najbolj poznajo to problematiko, da ni vključena, to sigurno ni dobro. Pa ste bili usklajeni, zdaj ste bili koalicija in opozicija pri tem zakonu usklajeni, zdaj poznate čistopis tega zakona, ste zadovoljni s tem zakonom, s tem sprejetim zakonom? No, jaz bi isto rekla kot moj kolega, jaz res nisem zadovoljna z načinom sprejemanja tega zakona. Glejte, če sežem malo nazaj, pred 10 leti pa sem se jaz vrnila delati v Novo mesto kot direktorica občinske uprave. In takrat sem pa res intenzivno delala tako z Romi kot Centrom za socialno delo in kot tudi z drugimi institucijami. In razlika je bila že velika. Takrat so si Romi že upali več oziroma so zelo dobro znali, kako obiti sistem, da ni treba delati, pa da dobro živiš. S tem pa, da zase in za svoje osnovne potrebe ne poskrbiš. To se pravi, oni niso po eni strani skrbeli za svoje bivalne razmere, niso se hoteli zaposliti in tako naprej, po drugi strani so pa socialne transfere začeli zelo, zelo izkoriščati. In to predvsem s tem, da so mladoletnike, namesto da bi jih pošiljali v šolo, pošiljali v kriminal, da se izkoriščajo mladostnice, da rojevajo otroke. In takrat smo mi že začeli na to opozarjati. In zdaj k bistvu. Že prejšnja vlada je začela reševati to problematiko tako, da je pripravila zakone, ki bi temeljili na pravični socialni politiki. To, kar najbrž se danes vsi strinjamo, da je neka podstat potem tudi za razvoj kriminala. In potem pač v prejšnjem mandatu ni bilo to sprejeto zaradi stranke Levica, ki je vložila referendum in so bili blokirani zakoni, potem smo pa takoj spet v Novi Sloveniji predlagali ponovno rešitev teh zakonov oziroma sprejem teh zakonov, kjer so rešitve dejansko bolj na sociali in manj na kaznovalni politiki. In treba je povedati, da je takrat Svoboda gledala stran in nas celo zmerjala, da smo Novomeščani nestrpni. Gospod Puc bo povedal, da to ni res. Novomeščani smo strpni in si želimo živeti v sožitju z Romi. In tudi to bi rada povedala, da je stranka socialnih demokratov prepoznala v teh naših zakonih določene dobre stvari, ravno iz področja sociale in nas je podprla. In zato smo prve korake res že naredili. Ampak Svoboda je pa še vedno gledala stran, dokler se ni zgodil ta umor. Zdaj pa navrat na noč. Se pravi, se mora v Sloveniji res zgoditi tragedija, da znate tudi politično stopiti skupaj. Rabimo res take žrtve, take zgodbe. Žal je taka ugotovitev tudi moja in iz tega bi se morali nekaj naučiti. Se strinjate? Ja, seveda, se lahko strinjam. Tisto, kar smo gledali zadnjih 14 dni oziroma 3 tedne nazaj, je
prvo, kar lahko izpostavim, da je izredna pohvala za neko dostojen protest občank in občanov Novega mesta in tudi širše okolice na tem shodu, ki je bil takrat in človek nažalost je mogli priti tako daleč, ker nismo odreagirali ne leta, desetletja. Nismo naslavljali problematike, ki se je vlekla. Mi za to spremembo lahko nekaj naredimo v prid neke večje varnosti. To je prvo, kar je treba zagotoviti v tem delu naše države. Vse ostalo, kar se tiče pa socializacije, tega je pa proces, ki to je tek na dolge proge. To vi veste, koliko časa tak proces socializacije traja, ki delate na terenu, poznate razmere v romskih skupnostih. Povejte, kaj je tam za narediti, kako je za ukrepati? Bo ta zakon karkoli pomagal vam v tej smeri? Jaz bi mogoče še dodal prej, mogoče repliko na gospod Vido tako. Ne. Mi se res trudimo z Romi, ravno tako kot z ostalimi državljani in delamo z njimi. Morda v nekaterih primerih še več, zaradi tega, ker je ogromno nepismenih Romov in jim moramo mogoče kakšne stvari bolj poudarjati. Moram tukaj tudi reči, da marsikdaj stopimo tudi skupaj s kakšno drugo institucijo v naselje, da jim pomagamo, da jim morda kakšno obvestilo prenesemo, ki ga drugače ne bi dobili Romi. No. Tako, kar se tiče socializacije, pa ja, začne se z rojstvom, ne, in v bistvu traja celo življenje. Ne. In tukaj, kar vidim pozitivno stran tega zakona je tukaj, da mogoče je to le bolj varnostni zakon, da bo zagotovil neko varnost, zato da lahko potem ta integracija stopi v ospredje. Veste, ker tako je, ne, če se mi ne bomo počutili varne, ko bomo vstopili v naselje, če se strokovne delavke ne bodo počutile varne, bodo težko delale z njimi. Ne. Ravno kot tudi oni, verjetno se tudi oni sedaj ne počutijo varne več. Slišimo marsikatero pripombo zdaj, da se ne upajo v šolo, da se ne upajo priti ven. Ne. In ravno tukaj se mi zdi, da če bo postavljen nek jasen okvir za vse enak, da se držimo nekega reda v tej državi, se mi zdi, da bo narejen korak naprej s tem zakonom. A mi opišete, prosim, kako izgleda en delavnik strokovne socialne delavke, ki odide v romsko naselje? Tako, zdaj mi smo dnevno v naselju, strokovne delavke res dnevno odhajajo v naselje, je pa tukaj za povedati tudi to, mi imamo uradne ure, Center za socialno delo ima uradne ure, neuradne ure in v času uradnih ur smo mi na enoti. Ne? In mi tudi želimo, da Romi prihajajo k nam, to je tudi del integracije in socializacije, da se naučijo priti k nam, seveda pa tudi mi odhajamo k njim. Tako da, ko se dekleta pri nas so zaposlena strokovne delavke na tem področju, ki delajo z Rom, zaenkrat, če nimamo nobenega fanta, si ga želimo, tako da upam tudi, da pride v prihodnje, ko gredo vedno v paru, zaenkrat smo v bistvu edini organ, institucija, ki zaenkrat odhaja v naselje brez spremstva. Brez varovanja, ne? Brez varovanja, tako. Vse druge institucije v naši občini odhajajo v naselje z spremstvom, z varovanjem, tako da tukaj to je znak, da imamo zaupanje z njimi, da se trudimo, tudi ko je težko z njimi, je pa to res izziv vsak dan znova, iti v naselje, določena tveganja so, se pogovarjamo, moram reči, pohval tukaj strokovne delavke, da res opravljajo dobro delo, da dnevno odhajajo. Prej ste rekli, da ta zakon, sprejeti zakon ne bo posebej nekih novostih prinesel na področja, kjer jih vi že opravljate, dela, ki jih opravljate na teh področjih. Kaj pa je potem taka kakšna novost, ki jo je za izpostaviti iz tega zakona? Jaz vidim predvsem več administrativnega dela, ne. Veliko bo zdaj večja možnost integracije izplačil v naravi, denarnih pomoči, otroških dodatkov. In kako to izgleda v praksi, če nam opišete, kako bo zdaj to izgledalo v praksi? To vi delno se že poslužujete. Tako, mi imamo tega kar veliko na naše enoti. Jaz moram reči, da tega mesečno preko 100 nakazil v naravi, mi pravimo temu funkcionala, že opravljamo, tako da to je ena taka zatečena stvar, ki jo bomo zdaj lahko samo še razširili dejansko. Se pravi, Rom vam prinese, kako to izgleda položnico, in potem jo vi plačate. Tako zelo plastično bom razložil. Ja, dajte za gledalce. Ja, tako. Jaz pravim temu, da v bistvu smo ratali kot eni osebni bančni referenti. Mi se zdaj moramo z uporabniki pogovarjati, na kakšen način
želijo porabiti ta denar, da bo nekako najbolj zagotovljeno, da pokrijemo čim širši spektr njihove porabe. Veste, to pomeni, da moramo biti zelo iznajdljivi, da plačujemo položnice za komunalo, za elektriko, plačujemo šolo, plačujemo stroške za vrtce, za razne stvari, ki so izredne stroške, kakšne drva, belo tehniko. In tako moramo v bistvu najti neke načine, kje porabiti ta denar, kar zna biti zelo zahtevno včasih. Tako da nekateri moramo plačevati za osebne bančne uslužbence, asistente, tako drugih pa dobijo na centru za socialno delo. Je pa tukaj ena težava to, ne? Mi imamo veliko naročilnic, veliko izdajamo tega. Pri nas na novomeškem območju imamo težavo s to, da trgovine ne želijo sprejemati naročilnic. To pomeni, da imajo slabe izkušnje in imamo dejstvo je, da imamo v Novem mestu 2 trgovine, ene manjše verige trgovske, ki sprejemajo naročilnice, da lahko Romi odidejo tja, da nakupijo za določeno vsoto dobrine iz trgovine, kar se mi zdi, če bo tega več, da zna predstavljati težavo, ker če izgubimo še to trgovino, bomo težko izvajali zakon. To je še ena problematika, ki bi jo mogel nekako tudi tak zakon nasloviti, če se strinjamo, ne? Sej, če se bo ta zakon izvajal, pa če bi se že prej zakoniki na tem področju, predvsem varnost, urejajo, bi bilo lažje. Trgovine z razlogom se bojijo sprejemati naročilnice. Zakaj? Bom tudi jaz potem zelo plastično iz našega novomeškega življenja. Rekle so mi trgovke v 2 trgovskih centrih, velikih, da držimo politiki v Ljubljani visoko temperaturo, kar se tiče Romov, ker potem to Romi zelo dobro razumejo in ne prihajajo v trgovino krast. A veste, zato se jih trgovke bojijo. Zato, ker oni pridejo po nakupih tako, da nakupijo, pa ne plačajo. In če jim kaj trgovke rečejo, jim tudi grozijo. In to je znano, da so grozili tako po Novem mestu, kot po Šentjerneju in v celi okolici. Se pravi, tudi če imajo naročilnico, ni to bistvo vsega, kar se je v zadnjem času razvilo oziroma je izbilo dno na Dolenjskem in v Novem mestu, je res ta porast kriminala. To ustrahovanje neke manjšine, ki nas ustrahuje kot večinski narod. In navsezadnje tudi ta nesreča in ta smrt, ki se ne bi smela zgoditi, je posledica točno tega, da so mladi, da ne rečem celo mladoletni Romi, o katerih midva veliko veva, ki so stalni povratniki, ostali nekaznovani, socialne pomoči so ostale njim in njihovi družini, to se pravi, model preživetja je popoln, model zaslužkov je posledica ukvarjanja z kriminalom in model, da niso kaznovani, pa pomeni, da si upajo vsak dan več. In zaradi tega se v Novem mestu pred parimi leti, jaz sem hodila v romsko naselje, kot sem bila direktorica, vedno brez policistov. En naš naš je bil upravni delavec na občini. Občina plačuje že leta in leta delavca, ki se ukvarja z njimi, ki jih tudi sprejema v svoji pisarni. Midva ali pa referentka za osnovno šolo smo se seli v avto, se odpeljali v romsko naselje, tam otroke popisali oziroma še jim pomagali izpolniti obrazce in mi se Romov nismo bali. Zadnje čase pa ti mladoletniki, ki so imeli občutek, da se nimajo česa bati, da jim nihče nič ne more, so si upali v Ribnici udariti župana, v Kočevju udariti policista, kako si potem v Metliki ustrahovati socialne delavce in po Novem mestu, Šentjerneju in okolici ustrahovati trgovce in trgovke. To se pravi, zadnji čas je, da so tisti, ki kršijo zakone, posebno na področju nasilništva, da so kaznovani. Kaj bo zdaj po tem zakonu za take primere drugače, gospod Knežak? Ja, en izmed ukrepov, ki po mojem mora narediti tudi malce več reda na tem področju, ko je kolegica Vida omenila, je tudi te prekvalifikacije teh manjših tatvin pa v prekrške. To je dobesedno, da ta status pa to razmišljanje, da mi nihče nič ne more, to je tisto, na kar nas opozarjajo prebivalci tega dela naše države že vrsto let. Ne. Tako da, če malo plastično
malo pokarikiram, če greš vsak dan v trgovino, pa boš, ne vem, za 50 evrov šel mimo blagajne, pa ti nihče nič ne more, to je sistem, ki ne more biti dopuščen, seveda, in to povzroča slabo voljo, poleg varnosti, ki je seveda na prvem mestu, tudi med ljudmi, ne. Slovenci smo le znani po tem, da cenimo delo, ne, in zato je tudi teh veliko primerjav, vem, kadar grem v ta konc moje volilne enote, kamor spada Novo mesto in do Kočevja dol, da prvo, kar, ko prijem dol, me že leta sprašujejo, kaj bo naredili z Romi. In ta občutek, da so nedotakljivi, je zelo veliko slabe volje povzroča pri. Čeprav se niste strinjali z načinom sprejemanja zakonov, sem rekla, ste ga vsi potrdili, tako koalicija kot opozicija. Kaj vas je v bistvu vodilo k tej potrditvi, če ste rekli, da niste zadovoljni s sprejemanjem? Kaj je ta pritisk javnosti, ali zato, ker se volitve bližajo? Jaz mislim, da kar se tiče varnosti, da to pa smo se tudi ponudili, da to ni vprašanje levih, desnih, pa ne vem kakršnih. Ta dogodek iz Novega mesta in predvsem miren protest prebivalcev tega kraja, mislim, da je bil jasen signal, da je treba pa zdaj pa nekatere ukrepe pa res sprejeti, ne. Jaz vem, da imamo težavo predvsem za ukrepi, ki so jih predlagale občine oziroma župani, ne. Tisto, kar je zdaj tudi bil največja težava, ta ustavna spornost nekaterih ukrepov, pa poseg v človekove pravice, ampak jaz upam, da glede na to, da so bili te postopki zdaj, kako sem rekel, do polnoči smo skoraj čakali te amandmaje, da je ta poskus v okvirjanja nekih teh ukrepov v neko ustavno sprejemljivost, da bo zdržal. Nisem pa prepričan, sploh ne vem, včeraj sem gledal oddajo Odmeve in pa na drugi strani Pop TV, na eni strani pravnik, ja, zdaj so jih pa le tako uredili, da ustavno ne bodo sporni, na drugi strani popolnoma druga zgodba, ne, te zadeve, ki ne bo, skratka. Tisto, kar je, jaz upam, da v prvi vrsti zagotovimo varnost. Vse ostalo so pa ukrepi, ker mogla seveda tudi lokalna skupnost odigrati svoje. Torej ste tudi v Novi Sloveniji zakon sprejemali samo zato, da z vidika, da je treba zagotoviti varnost. Absolutno je to prvi vidik, ampak jaz bi vendarle rada povedala, da v Novem mestu in na Dolenjskem živijo ljudje iz različnih strank. In vsi pa povejo eno, hočejo živeti varno in hočejo živeti v sožitju z Romi. Torej, nikakor ni politika, sem prepričana, nikogar od nas, ki smo na to opozarjali, gnala k temu, da bi opozarjali, ampak potreba ljudi. Mi kot Novomeščani se točno zavedamo, kako pomembno je, da nam država priskoči na pomoč za to zakonodajo, ki je v tem trenutku manjkala. Zato smo to zahtevali že pred prejšnjimi volitvami in ves čas. In naši dve stranki so globoko na začetku ali pa v sredini mandata že sprejemale te odločitve, ko še nismo razmišljali o volitvah. To se pravi, da smo prisluhnili potrebam ljudi. Je pa treba povedati, ker sem politik, bom to rekla, da je pa očitno predsednik vlade se pa ustrašil časa pred volitvami. A veste, ker drugače ne bi tako na hitro in tako brezglavo našteval ukrepe, s katerimi je imela vsa pravna stroka in ministrstva probleme. Prej je 3 leta pa pol gledal stran. Koalicijska partnerica ga je na to opozarjala, da bo treba začeti reševati. Pa nič. Potem pa, ko se je zgodila smrt, ki se res ne bi smela zgoditi, je pa odreagiral. Zato jaz pravim, da pa to je politična reakcija, da bi rešil svojo kožo. In še nekaj, on je nas Dolence že zdaj vrgel čez ramo. A veste, ko smo mi, tako kot je rekel kolega Soniboj, usklajevali ta zakon, gledali, kaj pomenijo ti amandmaji, ker je bil veliko amandmiran, njega ni bilo nikjer, veste, pa bi moral kot predsednik vlade sedeti tam z nami. Ta zakon sega najmanj v 8 različnih zakonov, tudi v kazenski zakonik. Njega ni bilo, pa bi moral koordinirati delo teh ministrov. A veste, koga je potem poslal, da nam je obrazložil te zadnje amandmaje? Ministra Poklukarja, ki je ravno zaradi te problematike odstopil. To kaže, kako spet neresno se je lotil reševanja te problematike zaradi anket, ne pa zaradi ljudi. In to pa je tisto, kar nas skrbi. Kajti, vkolikor institucije tega zakona ne bojo izvrševale tako, kot bi morale, bo ostal žal mrtva črka na papirju.
A se strinjate z gospod Čadonič Špelič, da bi mogel predsednik vlade sedeti na seji in No, pri tako pomembnem vprašanju, kjer je dal on osebno tudi obljube in jaz tudi, pa mi je čisto popolnoma vseeno, ali je bilo to v vlogi tega, da se boriš za mandat pa za neko politično preživetje, važno je, da bodo neki rezultati. Tako kot je kolegica Vida rekla, jaz računam, da bodo. No. A bodo rezultati? Predvsem z tega, ker se nam dokazuje tisto, kar je naša ministrica Katičeva nam je že kak mesec nazaj rekla, kolegi, mi imamo vso potrebno zakonodajo, da naredimo red, samo upoštevati je treba. Ne? In še stara zakonodaja, pa so kar veliki premiki, ki je kolega prej z mnoga mesta rekel, od FURS je začel delati pobude, ki je naš kolega Predrag Bakovič 2019 mi včeraj kazal, sploh nisem vedel, koliko pobud je devo. On je na FURS naslovil leta 2019 pobudo, konkretno obrazloženo, ker je bil tudi policist, pozna zadeve, da vam ne govorim kak odgovor je dobil. Danes, čez noč, so pa dobili vsa pooblastila, interes, nekaj se pa dogaja. Temu se reče politična volja, ne? Pa hvala Bogu. Nikoli ni prepozno, da delate dobro in poskrbite za varnost. Samo škoda, ne se strinjamo, da se je mogla zgoditi tragedija. Ne? Tudi vi ste verjetno kar upozarjali na to romsko problematiko, da je treba kakšne stvari premakniti na bolje. Ja, moram reči, da mi smo pristojno ministrstvo že večkrat seznanili z našimi predlogi, kateri smo bili mnenja, da bi pomagali tako v preteklosti, kot tudi sedaj ob temu dogodku, ki se je zgodilo, tako kot sem že prej omenil, smo pa ponudili roko sodelovanja direktno predsedniku vlade. No, A kakšen pa je bil kakšen tak vaš predlog, za katerega bi bilo zelo dobro, da bi bil uslišan v tem zakonu ali pa na splošno zakonodaji, pa še ni bil uslišan? Mi smo zdaj prvič smo se pogovarjali tako na širši politični ravni o tem, da se ukinjajo denarne socialne pomoči v primeru ponavljajočih se kaznivih dejanj. Mi smo opozarjali na to, da neka izvršba na transferje bi bilo dobro, da je, kar je sedaj... Zdaj je ni, ne? Do zdaj je ni bilo, so bili nedotakljivi, ne? In se mi zdi dober korak v pravo smer. Morda sama dikcija zakona nam zdaj še ni čist jasno, oziroma kako bo to, ker mora biti, mislim, da 3 pravnomočna kazniva. Ja, izvršba bo samo za več ponavljajočih se kaznivih dejanj. Kar nas je strah, da bo tega zelo malo v tem obdobju 2 let v praksi, tako da se mi zdi, da ne, naš predlog je bil, no, tako da gremo v to v izvršbo, da je možno izvršba. Drugi predlog, naprimer, je bil tudi to, da se ponavljajočim mladostnikom, mladoletnikom, ki ponavljajo kazniva dejanja, da se jim takoj izreče nek hujši ukrep, da ne gre po načelu milejšega ukrepa za vsako prekršek, za vsako kaznivo dejanje po vrsti, ampak da se izreče takoj hujši, da so stroge kazni za tiste, ki povzročijo hudo kaznivo dejanje nasilništva, naprimer, ne, pa tudi v ukrepe glede obiskovanja šole, da se dejansko ukine otroški dodatek v primeru, da otrok ne obiskuje šole. Zdaj, kar je v tem zakonu sprejeto, boste imeli vi, kot ste rekli, še več administrativnega dela. Ali vas je na Centru za socialno delo dovolj, da boste zmogli te dodatne obremenitve, ki vam jih nalaga ta zakon? Ja, dejansko mi z novim zakonom dobivamo neke nove naloge, predvsem administrativne, kot sem omenil več. Bo izplačil v materialni obliki, funkcional, kot pravimo mi, nekaj bo tudi skrbništva več. Za ta namen nismo prejeli informacije, da bi bila kakšne finančne posledice v zakonu omenjene. Tako da ja, če bi si želeli tako delati, kot nam narekujejo tudi stroka, fakulteta, razna društva, potem bi zagotovo potrebovali veliko več strokovnih delavcev na terenu, kot jih imamo sedaj. Politika to sliši? Boste to slišali, da je gospod rekel, da se potrebuje več podpore, tudi finančne, da bi se lahko tudi te stvari, ki jih prinaša ta zakon, začele udejanjati v praksi? Jaz sem sama ministra Mesca, ki je koordinator mimogrede za reševanje romske problematike, na drugi strani pa tudi minister za socialno delo in tako naprej. Že večkrat pozvala naj preskoči na pomoč Centrom za socialno delo in naj jim da tudi nove kadre. Na zadnji mislim, da mi je napisal, da naj bi z koncem lanskega leta zaposlili 30 novih koordinatorjev po celi Sloveniji, ampak
za področje reševanja romske problematike. Upam, da je to realiziral, ampak če je zakonodajalec na podlagi predloga vlade in samega predsednika vlade se je odločil, da bo sprejel takšen zakon, ker je kar precej administracije, moramo povedati, da ne samo pri izvrševanju 3 ponavljajočih prekrških, ampak tudi pri mladoletnih roditeljih, kjer boste vi morali zdaj pa biti sploh osebni bančniki nosečemu otroku, ki bo rodil otroka. Veste, to bo težko delo. Že veste, kako bo to izgledalo Tako da v praksi. upam, da bojo tisti, ki v tem trenutku krojijo politiko, to razumeli in vam dali dodaten kader. Že veste, kako bo... tisto, kar centri za socialno delo opozarjajo, ne samo zadnje čase, že jaz se spomnim tudi mojega prvega mandata 2018, ne. Predvsem to, kar je gospod rekel, ne, da se ukvarjajo v bistvu večji del svojega posla z administrativnimi upravili, ne tisto, kar je pa v bistvu naj bilo njihovo delo, zmanjkuje časa za delo na terenu, ne. In te kljub vsej, bi rekel, tehnološkim napredkom na tem, še kar prihajamo do tega, da vsako leto je več tega, kljub temu, da posodabljajo te zadeve, se srečujemo, pa to je nasploh problem v javni upravi, da tehnika ena razpolaga, da jo pa, ne vem, v prejšnjem mandatu nismo za centre za socialno delo bil problem povezati nekih 36 baz, leta 2000 pa še neki, ne, to tako, da težko razumeš, ne nazadnje tudi si zapleti zdaj pri dolgotrajno oskrbo, tudi nimajo opravičila. Dajte mi povedati, kako bo izgledalo to v praksi. Mladoletna mama, kaj boste morali po novem zakonu vse za njo postoriti? Dejansko po novem zakonu, če bo mladoletnica pod 15 let noseča, bomo prevzeli skrbništvo za njo ter za nerojenega otroka oziroma kasneje rojenega otroka. To pomeni, da bomo dejansko upravljali z vsem premoženjem, ki bi prišel na transakcijski račun. Mi in z njim razpolagali, tako da bomo dejansko skrbeli za to mlado mamico in za njenega otroka, da bomo organizirali obiske pri zdravniku, da bomo iskali vrtce, vloge za vrtce pisali. Dejansko vse, kar počnemo zdaj z našimi otroci. Kar počnejo starši, mama doma za svojega otroka, boste delali načeloma vi. Kaj pa v praksi pomeni, naprimer, mama, ki bo rabila kupiti plenice, pa boste skrbnik tega denarja, seveda vi. Kako bo v praksi to? Boste šli z njo in kupili plenice? Ja, tako da bomo poskušali najti trgovino, ki bo želela sprejeti naročilnico, da bo potem lahko šel dekle kupiti plenice. A lahko tlele nekaj predlagam? Glejte, civilna družba se je zdaj zelo oglašala pri tem zakonu in prav je tako. Ampak bom uporabila besede našega župana, ki res dobro pozna situacijo in jo rešuje. Jaz moram vendarle povedati, da smo mi skozi leta v Novem mestu poskrbeli, da imajo naši Romi so infrastrukturo, da imajo vodo, elektriko, asfalt in tako naprej. To se pravi, ni izgovora, da ne bi spoštovali zakonov, da ne bi otrok pošiljali v šolo. Zdaj pa k civilni družbi. Te mladoletne matere so nekaj, kar bi treba preprečiti, ker takrat, ko se zgodi otroku je prepozno. In tu bo zdaj socialna dela imela zelo veliko dela, da bo lahko oba rešila. To se pravi, treba je preprečiti, treba je izobraževati, treba je začiti ženske. Zato bi jaz pozvala civilno družbo, tudi tisto, ki hodi v Bruselj, da naj svojo energijo usmeri k nam na Dolenjsko, v romska naselja, kjer so otroci in ženske največje žrtve. Veste, tukaj, če morda dodam, glede teh mladoletnih mamic, jaz ne vem, kako bi predstavil to, koliko enega dela, naprimer ena strokovna delavka opravi, ker mi se res zgodaj vključujemo v družine. Mi zvemo, da je deklica noseča, še preden zanosi, imamo mi informacije, da živi nekje drugje, da je zaživela življenje podobno zakonskemu drugje. In se mi tukaj res imamo te informacije, smo tam, se trudimo, strokovne delavke res ogromno so po terenu, se trudijo starši govoriti, z temi deklicami govoriti, poudarjati, kaj je prav, kaj ni prav, skrbeti za neke vrednote, ampak na koncu pa pogosto dobimo to, da je bilo vse za manj, potem ko zvemo, da nam šole poročajo, da najbrž pa noseča ali pa zdravstveni dom. Tako da
je včasih tudi težko za nas, ko z vsemi metodami, ki jih imamo, ne dobimo tega, kar bi si želeli od njih. Ne? To, da bi se izobraževale kontinuirano, da ne bi živele pri 15 letih življenje podobno zakonskemu. Ker so to vzgojni vzorci, ki jih je težko čez noč spremeniti. Eno so vzgojni, eno je pa to model preživetja. V Beli krajini sicer poznam romsko družino, ki je na drugi strani Kolpe, bom tako rekla, ker smo mi tam sosedje s Hrvati, kjer ima ne še 30-letnica 8 otrok. In ko sem jo vprašala, zakaj, je rekla, draga moja, vsak otrok je denar, mi od tega živimo. In to je zame tako kruto, da to morajo sprejeti kot dejstvo te ženske. In tlepu treba delati ne samo ženskami, ker one so prisiljene večinoma v to, tudi z otroci, da tako moški kot ženske dejansko začnejo sprejemati civilizacijske norme. In ena od teh je zame gotovo, da otroci ne rojevajo otrok. Tako da je treba za celo skupnostjo na tem področju zelo veliko delati. Veliko narediti. Koliko Romov živi na območju vašega centra za socialno delo in koliko je socialnih delavcev, ki skrbite za to populacijo? Zdaj, jaz moram reči, da je na področju naše upravne enote, novomeške, jaz bi rekel, cirka 2000 Romov. Tako, številka se razlikuje, niti nimamo te točne številke, ampak raste. Jaz moram reči, da se dejansko z Romi ukvarja celoten center za socialno delo. Imamo sicer strokovne delavce, ki so res samo za njih, ampak moram reči, tudi jaz veliko svojega delovnika preživim na tem področju romske problematike, tako da se mi zdi, da je celoten center vpet v nekem delu. Dajmo samo eno številko dodati, dobila sem jo iz Zavoda za zaposlovanje na območni službi Novo mesto, kjer je največ Romov, seveda je bilo konec oktobra 2025 registriranih 2432 brezposelnih oseb. Velika večina seveda njih Romov, tako da številka je kar velika. Še v praksi prosim, kako izgleda, kako imate razdeljen delavnik. Neka strokovna delavka ve, ne vem, en dan je v pisarni, drug dan je na terenu. Kako imate to? Ali imate en teden teren, en teden pisarna? Ne, pri nas je dnevno, no tako. Sploh te strokovne delavke, ki se ukvarjajo izključno z Romi, je tako, da dejansko tudi so dnevno v naselju. To pomeni, da sicer so v pisarni, ampak gredo dnevno, ko je kakšna urgenca, ko nekdo pokliče, ko dobimo informacijo, se odpravimo na teren. Se pravi, peti ste non-stop, od jutra do večera. In enako recimo na občini Novo mesto, pa mislim, da tudi druge občine, ampak tam imamo zdaj in na občini in na skupni občinski upravi zdaj več delavcev, ki so dejansko dnevno na razpolago, da grejo v romska naselja. Tako da oni imajo servis s strani institucij. Najslabše pa mislim, da je to, jaz si to upam reči, da je policija demoralizirana, ker pač njihovi predlogi potem se ustavijo na tožilstvu in na sodišču. To je treba na glas povedati. A veste, ljudje, ki ponavljajo kazniva dejanja, pa niso obsojeni, ampak so obsojeni na pogojno kazen, ne morejo pravzaprav vzeti te kazni kot odvračilno. Kazni bojo morali zdajle pač doleteti tiste, ki zakone kršijo. To se bo zdaj s tem zakonom nekako uredilo. Če bo institucije delovale. Kdaj mislite, da bo ta zakon začel kazati rezultate? Kdaj bi jih lahko? Jaz upam, da vsaj kar se tiče na področju varovanja, tisto, kar je, se mi zdi v tej fazi najbolj pomembno, da zagotovimo nek občutek varnosti prebivalk in prebivalcev te jugovzhodne regije. Računam, da že te ukrepi, še prednji smo zakon sprejeli in aktivnosti, ki jih počne tako FURS, tako policija, se pravi, da so obstoječa pooblastila več kot dovolj, da se bo ta trend nadaljeval. Drugo pa tudi sporočilo, jaz mislim, ostali del, ki bomo posegali pa le na tak ali drugačen način tudi v te socialne transferje, da bomo razbili to razmišljanje, ker je ti, ne vem, poslovni model preživetja imeti čim več otrok, hkrati si nedotakljiv. Druga stvar, kar je pa tudi politika zaposlovanja. Tisto integracija teh
Jaz ne vem, kaj je zavodi za zaposlovanje, ne. To, če ti ponudijo delo, če si prejemnik nadomestila, lahko odkloniš enkrat, dvakrat delo, pa se pa končate neka solidarnost države. Ne. Te bi mogli po mojem tudi kak korak naprej narediti, čeprav smo neki znižali že te stopnje dela, ki ga mora sprejeti, čeprav to za Rome ne velja. Ne. Odličen predlog, kolega, ker moje mnenje je edini pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči, da si aktivni iskalec zaposlitve. To vse pove. Koliko se pa to preverja, če si aktivni iskalec zaposlitve? Ta del je v domeni Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vem pa, poznam, kolegi mi govorijo, da so postopki za to, da je nekdo izbrisan iz evidence aktivnega iskalca zaposlitve zelo dolgotrajni. No, tukaj smo mi v Novi Sloveniji predlagali smo vabili zakon, tudi Zavod za zaposlovanje, sam niso se utegnili Jaz sem pred vstopom v politiko bil, mislim, da skoraj 20 let vodja kadrovske službe, pa poznam te zadeve. Jaz sem zelo socialni človek, ampak na tem področju bi pa bilo potrebno narediti nekaj več reda, tako da vem, so ljudje prihajali na razgovore, pa tako so zaprosili, če jim damo potrdilo, da so bili na razgovoru. Ne. Ampak tu ne velja sam za Rome, tudi jaz iz kraja, ker izhajam iz Zasavja, imam tudi številne zgodbe, ker ne vem, iskalci zaposlitve, mamice se popeljejo otroka v brezplačni vrtec, ne. Verjetno je zato namenjen tistih 4 ure plačila, da iščeš zaposlitve, pa jih imamo po kavicah in tako naprej. Ne to opozarja, to je javno znano in te je eno izmed področji, ki bi jih ga mogli povezati tudi z temi socialnimi transferji. Sam mogoče se ustvarja potem v javnosti ali pa strah ali pa vtis, da če se jim bo pa socialne transferje pobrali, če se pa bo na tem področju jih bolj nadzorovalo, in bodo ostali brez tega denarja, bo pa potem kriminaliteta bolj porasla. Kaj pa na to pravite morda? Ja, na Dolenjskem bo pa težko že bolj porasla, kot je zdajle. Veste, jaz v to pač ne verjamem. Romi so iznajdljivi, pametni, oni zelo hitro odreagirajo in bojo razumeli. Do zdaj so razumeli, da je predsednik vlade Golob na njihovi strani. To so oni meni sami povedali. Kaj nam pa ti moreš? Golob je na naši strani. Že ta zakon jasno kaže, da je zdaj politika rekla ne. In če bojo vse institucije izvajale svoje zakone, tu bo treba še nekaj zakonov sprejeti, saj tudi ta zakon se vidi, da je začasen, ker govori v določenih členih do sprejema drugega zakona in tako naprej. To se pravi, da pričakujemo, da bo ta vlada prišla še z dodelanimi drugimi zakoni, da bo sporočilo jasno. Na eni strani je sporočilo in podlaga za ukrepanje jasno, na drugi strani pa tudi institucije bojo morale delovati. Kako bo pa ta zakon v resnici deloval? Oziroma, kako so institucije razumele ta zakon in sporočilo politike, bo zame prvič razvidno, kako hitro bo sprocesiran ta primer uboja oziroma umora v Novem mestu. Skozi institucije, seveda, in kako hitro bo najden in kaznovan storilec. Ja, ker zdaj je pritisk javnosti še kar velik. Vprašanje je potem, kaj bo zares, ko bo ta pritisk javnosti mal polegel vse, ne? In bo ta primer lahko tonil malo v pozabo. To je dobro vprašanje. Mi si želimo, da bi imeli ostale institucije večjo vlogo. Jaz bi tukaj rad poudaril, da na koncu mi nismo kaznovalni organ in niti ne želimo biti. Mi smo tukaj, naša ključna naloga in poslanstvo je pomoč in nismo ne nadzorniki javne porabe, niti ne želimo to biti še enkrat. Mi smo tukaj zato, da zaščitimo človeka, da ščitimo njegove človekove pravice, da zasledujemo strokovno avtonomijo, etiko socialnega dela, vedno damo ranljivega človeka na prvo mesto, ampak se mi pa zdi prav, da so pa institucije okrog nas, ki pa imajo to možnost represije, da naredijo in vzpostavijo nek red, potem na podlagi katerega bo tudi naše delo lažje in da bo ta integracija lažje stekla do te mere, da bodo mogoče pa tudi oni morda malo bolj motivirani. Še za zaključek povejte mi, kakšno rešitev še ali pa kakšna je prihodnost Romov v Sloveniji? Prihodnost Romov je precej odvisna od njih samih. Ko se bojo oni odločili, da bojo se res integrirali tam, kjer živijo,
To pa pomeni, da bojo živeli v skladu z zakoni, da bojo hodili v službe in da bojo njihovi otroci lahko dosegli vse, kar bojo želeli z delom in z lastnim trudom. Takrat bojo Romi, tako kot so že nekoč bili na Dolenjskem, del našega vsakdana. In jaz si upam trditi, da imamo možnosti, da to naredimo, trajalo bo nekaj časa, ampak to mora biti naš končni cilj. In ta zakon je prvi korak lahko že k temu cilju, ga lahko razumemo kot nek prvi korak, zelo ne velik. Jaz bi se strinjal z kolegico, skoraj ni kaj za dodati, razen to, da tudi ocena župana Macedonije sem včeraj poslušal za komentar tega zakona, je en korak v pravi smer, ne? En korak v pravo smer. Tisto, kar je pa treba paziti, nas politike čaka še kar nekaj dela, da bo ta zakon operativen pri spremembi še nekih, kar ne potujejo tudi matične zakonodaje, ne? Jaz se upam to čim prej oddela. Tisto, ko pa je stalno spremljanje situacije, da ne bomo pozabili čez en mesec pozitivno zadeva po ostalih tirnicah. Se strinjate? Prihodnost Romov, kako vi vidite na vašem območju? Jaz sem vedno optimist. Jaz vam vedno tako si želim več dobrih zgodb. Pa mogoče za konec povedal eno tako pozitivno zgodbo. Pri nas je v službi trenutno delavec iz romskega naselja. Ime mu je Bernard, ki služi pri nas nadomestno kazen. In moram reči tako, da je imel na začetku izjemno nezaupanje v nas, tako tudi imel težave s prihajanjem, ampak tako potem, ko smo ga mi spoznali, potem, ko je on spoznal nas, moram reči, da so se pogovarjali tudi o tem, da ko bo zaključil nadomestno kazen, da se pogovarjamo o morebitni zaposlitvi pri nas. Tako da se mi zdi, da to je neka taka srčica upanja, ki jo imamo mi socialni delavci v to, da neko upanje ostaja, zagotovo, vedno. Potem pa zaključimo s to srčiko upanja, da bi bilo več takih zgodb, da bi znali sobivati in biti dobri drug do drugega. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.